Tjaša Polc, direktorica Zasavske gospodarske zbornice. V kakšnem stanju oziroma v kakšni kondiciji je po vaših ocenah zasavsko gospodarstvo? Zasavsko gospodarstvo v preteklem letu ni slabo poslovalo, je pa slabše poslovalo kot v letu 2023. Podatki so zgovorni, vendar na drugi strani ne smemo teh podatkov brati, bom rekla, samo enostransko, ker je potrebno vzeti tudi vse ostale slovenske regije in nacionalno raven, hkrati pa tudi seveda evropsko. Kako pa na stanje zasavskega gospodarstva vpliva politika v Sloveniji? Politika je tista, ki pomaga ustvarjati konkurenčno poslovno okolje za naša podjetja, ki pa včasih morda niso najbolj ustrezna za trenutno situacijo v globalnem svetu. Mislim, da je to največji izziv in bom rekla, rezultati poslovanja v letu 2024 kažejo dejansko produkte oziroma rezultate teh v preteklosti sprejetih odločitev, hkrati pa tudi na ravni Gospodarske zbornice Slovenije vse skozi poudarjamo, da prevelika obremenitev oziroma obdavčitev dela zaposlenih naših podjetij je absolutno previsoka. Hkrati nazadujemo na lestvici konkurenčnosti oziroma produktivnosti, ne vlagamo dovolj v inovacije, raziskave in razvoj, vendar pa, da ne bom samo negativna oziroma izpostavljala samo negativnih stvari, na drugi strani imamo k sreči veliko motiviranih, pa ustrezno usposobljenih kadrov, ki v bistvu skupaj s svojimi vodstvi podjetij zelo uspešno krmarijo med vsemi izzivi. Pa ko smo že pri kadrih, imajo zasavska podjetja dovolj kadra izobraženega za dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo? Še vedno ga primanjkuje, tako kot na ravni celotne Slovenije, v vseh regijah kadra manjka, stopnja brezposelnosti je še vedno res nizka. Podatki za leto 2024, pa tudi ti aktualni podatki letošnjega prvega kvartala kažejo na to, da je tudi struktura tistih brezposelnih takšna, da v bistvu je precej težko zaposljiva. Podjetja ta izziv rešujejo na način, da se poskušajo nekako prilagoditi, prekvalificirati ali pa dokvalificirati tiste kadre, ki jih imajo trenutno v podjetjih. Zagotovo pa si prizadevajo vsi skupaj, da postanejo oziroma ostanejo njihova podjetja čim bolj privlačna za potencialne nove zaposlene. Kako se pa konkretno rešuje ta problem tega, da so tisti, ki so brezposelni, da so, kot smo povedali, dolgoročno brezposelni? Obstajajo kakšne rešitve za ta problem, da bi se zaposlili tudi te ljudi? Ti ljudje so vključeni v razne programe, ki so sofinancirani iz javnih sredstev. To so programi socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih. Preko teh programov v bistvu takšni zaposleni oziroma brezposelni pridobivajo razne kompetence, veščine, spretnosti in znanja, da so morda v prihodnosti lažje zaposljivi, kot so v tem trenutku. Koliko je pa v tem odstotku brezposelnih mladih? Mladih relativno malo, predvsem so to dolgotrajno brezposelni tisti, ki so stari 50 let ali več, predvsem tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Torej mladih v bistvu ni dejansko v tem oziroma brezposelnih. Kaj pa kar se tiče zaposlenih oziroma zaposljivih mladih, a še imajo željo ostajati in delati v Zasavju ali raje odhajajo drugam? Zanimivo vprašanje. Verjetno je način razmišljanja pri mladih, ki zaključijo določene stopnje izobrazbe danes, precej drugačen, kot je bil pred leti ali pa pred par desetimi leti. Ti mladi zagotovo iščejo na nek način zaposlitve oziroma službe, ki bodo na eni strani zapolnjevale njihove potrebe po samouresničevanju na določenih delovnih področjih, na drugi strani, da bodo imeli dovolj časa seveda za druge svoje prostočasne aktivnosti. Veliko delodajalcev danes omogoča tudi nekako ali hibridno delo ali pa delo ne od doma, ampak delo na daljavo, kar je mladim seveda zelo blizu. Tako da ampak seveda tudi odvisno od področja dela, od stopnje izobrazbe, od podjetja, v kateri dejavnosti posluje, če govorimo recimo o kakšnih IKT podjetjih, seveda oni precej omogočajo to neko delo na daljavo, precej druga zgodba je pa zelo verjetno kakšnih drugih dejavnosti.
Kako bi pa lahko zasavska podjetja poskrbela za to, da bi čim več mladih ostali tukaj? Morda niti ne samo podjetja, ampak v bistvu podjetja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, šolami in tako naprej. Jaz mislim, da je en velik prostor za izboljšave v bistvu na ravni regije in na ravni vseh deležnikov, ki smo vključeni v to, da ne samo privabljamo nove talente ali pa mlade z višje izobražene, torej, ampak da jim v bistvu ustvarimo tukaj tudi okolje, kjer bodo radi živeli in delali. Vemo pa, da se ne glede na vse ukrepe še vedno velik odstotek Zasavcev vozi na delo drugam. Kakšen odstotek je to, če govorimo o številkah? Po nekih podatkih je ta odstotek res raste iz leta v leto, kar je malo zaskrbljujoče, torej da teh, bomo rekli, vsakodnevno vozečih je približno 62% že po nekaterih podatkih, kar je kar velik odstotek. Kaj točno botruje temu, so različne okoliščine. Seveda, nekateri dejansko ne najdejo ustreznega delovnega mesta v regiji, drugi morda, kot sem že omenila, imajo mogoče kakšno hibridno delo, kar pomeni, da še vedno del dela oddelajo doma in se samo 2-krat na teden peljejo v kraj svojega delovnega mesta. Skratka, veliko okoliščin vpliva na to. Verjetno tudi plače botrujejo temu. Tudi plača, povprečna plača tako na ravni regije je bila tudi v preteklem letu med nižjimi, čeprav, kot smo videli na podatkih, torej družbe iz občine Hrastnik in tako naprej, mislim, da so bile nekaj minimalnega nad tistimi slovenskimi povprečji. A pa mogoče obstaja tudi kje podatek, koliko ljudi iz drugih regij se vozi na delo v Zasavje? Tudi tega podatka žal nimamo, smo pa že imeli željo, da bi ta podatek pridobili.